Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim doktorico Jerco Legan. Jerca, kaj za vas pomeni srečna, opolnomočena, pristna ženska? To je cvet, ki ga zalivamo, ki se napaja iz najbolj rodovitne zemlje, ženska, ki verjame vase, ki si upa živeti svoje sanje, ki se ne pusti motiti pri iskanju svojega notranjega miru, ravnovesja, ki je osvobojena in ki je vsak dan nasmejana, ki lahko ljubi in je ljubljena. Čudovito. In še več takšnih modrosti boste slišali v oddaji Pristna ženska z Jerco Legan na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, ko je naša gostja Jerca Legan, izjemna ženska s širokim znanjem, bogatimi izkušnjami in neustavljivo strastjo do opolnomočenja drugih. Je doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, antropologinja, komunikacijska strokovnjakinja, publicistka, producentka in igralka v nekaterih domačih in še več mednarodnih projektih, reklamah, filmih, nadaljevankah, filantropistka in ustanoviteljica fundacije Ženske brez meja. Njeno življenje je preplet akademske odličnosti, raziskovanja družbenih struktur, medijskega vpliva in predvsem dela za dobrobit skupnosti. A to, kar jo zares definira, ni le njen impresiven življenjepis, ampak njena sposobnost, da ostane zvesta sebi in svojim vrednotam, tudi v svetu, ki pogosto narekuje drugačne poti. Je vizionarka, ki vidi onkraj meja mogočega ter ustvarja mostove med ljudmi, kulturami in idejami. In predvsem je mati najstniškima sinovoma in je ženska, ki razume moč besede in pomen pravega glasu v pravem trenutku, zato sem iskreno vesela, da je danes z menoj. Draga Jerca, srčno dobrodošla. Ja, najlepša hvala, Suzi, za takle čudovit opis. Najlepša hvala, ste si ga sami tudi ustvarili. Ja, sej premalokrat se zavedamo tega, kako smo. Res je. Zato naj bo kar moje prvo vprašanje, Jerca, kaj vam pomeni pristna ženska? Ja, po mojem je to ena cvetoča dušica, ki predvsem živi sebe, izhaja iz svojih želja, sanj in ne pa iz pričakovanj drugih. To je neko sledenje srcu, ne toliko razumu, kakšne bi morale biti in kaj se od nas pričakuje, pač pa kaj si zares želimo. In ko je ženska v tej svoji pristnosti, avtentičnosti, ko najde svojo moč, hkrati pa tudi pokaže bolečino in svoje šibkosti, jo ni strah tega, sledi neki notranji želji po spremembah, se uči in si to tudi dovoli izživeti, potem je pristna v svojem bistvu. Res je, v svoji mehkobi, v svoji ranljivosti, a hkrati tudi v svoji moči in pogumu. In da postane taka pristna ženska, običajno jo izklesajo, preoblikujejo različne življenjske zgodbe, takšne in drugačne. Kako bi vi opisali vašo? Ja, moja biografija je precej bogata in vsebuje veliko amplitud navzgor in navzdol. Moram reči, da so me vse negativne izkušnje na nek način prizemljile, izklesale, izbrusile. Velikokrat sem se vprašala na različnih poteh skozi življenje, zakaj mi je tega treba, in si tudi sama na nek način našla odgovor, da nekaj zgoraj ve, da lahko toliko prenesem in še več, in te meje so bile ves čas na nek način prestavljene. In potem sem vedno znova, ko sem padla, se vstala in si rekla, aha,
To je bila torej ta šola in to vse življenjsko učenje mi je na nek način pomagalo, da sem danes tukaj, kjer sem. Če bi me vprašali, ali bi hotela kaj drugače, saj so bile napake, pa mogoče kakšne stvari, ki se ne bi rabile zgoditi, ampak vendarle ne bi bila takšna, kot sem. In sem hvaležna za vse izkušnje, ki so bile na poti. Nekaj zelo težkih preizkušenj od otroštva naprej. Mene je izoblikovalo to, da sem bila otrok enostarševske družine, da smo se z mamo težko preživljali, da sem že zelo zgodaj začela prevzemati odgovornost za to, da bom življenje si ustvarila takšno, kot si želim. Sem bila majhna punčka z zelo velikimi, lahko rečem, sanjami in tudi ambicijami, zato sem skozi življenje se borila, kot mi je enkrat rekel na poti moj dober srčni prijatelj Paulo Coelho, da sem bojevnica luči. Vedno sem našla pozitivo v vsaki stvari, tudi ko je bilo res hudo, in to je nekaj, kar v bistvu žensko lahko opolnomoči. Je pa res, da so bile potrebna desetletja do nekaterih spoznanj. Ko že misliš, da veš vse, pa se ti zgodijo stvari, ki pogledaš potem nazaj, da bi mogoče lahko bilo drugače. Tako da moram reči, da sem bila vedno neukročena trmoglavka, znana. Zdaj moje prijateljice mi pravijo, da sem razbojniška dama, ker sem na nek način vedno bila divjak, sem se družila s fanti, povsod, kjer je bilo kakšen izziv, ki je šel izven okvirjev, sem mogla biti zraven. Na nek način sem adrenalinski, lahko rečem, manijak. Potujem rada, to me izjemno zaznamuje, ker sem po duši raziskovalka, nomadski duh in pa seveda to ravnovesje se mi zdi ključno, da sem vedno našla nazaj pot k sebi. Ena izmed velikih bolečin, s katerimi se ženske soočajo, so tudi toksični odnosi. In velikokrat tukaj mislimo, da se toksični odnosi dogajajo samo drugim ženskam, mogoče ne tako zelo visoko izobražene, mogoče nižjega socialnega stanu, z nekim, bom rekla, življenjem, ki je manj impresivno, pa vendarle se dogaja toksični odnos lahko tudi lepim, opolnomočenim, izobraženim ženskam, ker se je tudi zgodilo vam. Je tako? Ja, drži. Odnosi, takšne, kot si jih izberemo, sploh v nekom obdobju življenja, ko se odločimo ali pa ko nam stopi na pot ta izziv družine in izbora na nek način partnerja, s kom se povežemo in s kom začnemo graditi to družino, izhajajo iz nekih naših notranjih vzgibov, ki pa seveda nimajo nič opraviti z lepoto in s pametjo. Velikokrat pamet na tej točki odpove, ker smo zakladnica nekih strahov, zamer, frustracij, travm iz mladosti, skozi življenje nabiramo to v svoji podzavesti in potem to na nek način nam vpliva na ta izbor. Nekateri celo pravijo, da so ti odnosi, ki nas tako zelo zaznamujejo ali celo prizadanejo, karmični, da je to nekaj, kar nas zopet uči. No, jaz sem šla skozi to, zdaj, ko gledam za nazaj, so bile tukaj neke naložene, lahko rečem, travme iz mladosti in otroštva, ki sem jih potlačila in s katerimi se nisem želela soočati. To je bilo odsotnost očeta, pa potem zelo močna mama, nekako samo krivda, ker ta odnos, ko ti zapadeš v nek toksični odnos, se ga niti ne zavedaš, ker si sam ranjen. In zdaj, če imaš na drugi, vsak odnos sta potrebna dva. Jaz nikoli ne bi krivila nekoga, da je kriv za mojo usodo in da jaz nisem imela nič pri tem, daleč od tega. Sama sem priklicala nase takšen odnos. Pravijo, da ranjenost v tebi privlači ranjenost v drugem. Tako. In na nek način, če je na eni strani nekdo šibek, ker ima stvari, ki so se mu nakopičili in jih ni uspel razrešiti, in se na to nek močni drugi pripne in mogoče začne to šibkost v svojo prid ali pa zlorabljati, potem pride do spet neravnovesja in dokler ti samega sebe ne spustiš, da si vreden, da je v nekem odnosu tvoje hiranje, tvoja odrinjenost, da te nekdo mogoče zanemarja, da te nekdo žali ali kakorkoli. Če to sprejemaš, dokler to sam sprejemaš, ne bo drugače. Ko pa to presežeš in ko te ta izkušnja tako zelo postavi na rob, da potem želiš preživeti, se pa moraš iz tega nekako izkopati ven. In to je neka autorefleksija, ki zelo dolgo časa lahko traja in
jaz moram reči, da kakorkoli sem imela in doktorate in cel svet sem prepotovala in zelo moram reči, da so mi odnosi med ljudmi, ženske, moški, bili vedno blizu. Tudi sem se veliko ukvarjala z njimi. Vedno sem znala svetovati drugim. Vsi so hodili k meni po nasvete. Na koncu sem pa ugotovila, da sem sama v bistvu prazna in da si ne znam pomagati. In ta autorefleksija je prišla šele s tem, da sem začela prebirati zgodbe žensk, ki so bile na nek način v toksičnih in nasilnih odnosih in sem v teh zgodbah prepoznala sebe. In sem rekla, čakaj, to se pa tudi meni dogaja. Torej, to ni običajno, ta vzorec vedenjski ni okej. To je nekaj, kar sem jaz mogoče, me mama ni znala, navkljub temu, da je bila močna ženska, opozoriti, da se to dogaja, ker nisem imela izkušnje. Sem nekako sklepala, da je oče šel zato, ker sva midve slabi, sem spet ponotranila to neko samo podobo, ki je bila slaba. In iz te samo podobe je potem prišlo do odnosa, ki je bil, lahko rečem, podrejen. Jaz sem se pustila podrediti in ta toksika te preplavi. In to potrebuješ leta, da se iz tega skupiš ven. In potem pride tukaj še hormoni in otroci in družina. In vse, ne? Je mogoče ta želja poimeti popolno družino tista zanka, zaradi katere smo ženske pripravljene iti potem čez sebe? Je, definitivno. Je, ne? Ja. Še posebej, če izideš iz družine, ki ni bila, recimo temu, ki ni obstala. Moja velika neka notranja želja je bila, da jaz bom pa imela družino, ki bo obstala in da bom naredila za njo vse. In tudi sem. Celo preveč, kar se je izkazalo na koncu, da ko sta otroka že na nek način me opozarjala in prosila, naj nekaj naredim, in ko je šlo tako daleč, da bi ona dva mogla prevzeti odgovornost za našo varnost, sem jaz rekla stop, to pa zdaj sigurno ni več družina tisto, kar je lahko neka, lahko rečemo, zunanja lupina, ki da je za vsako ceno mora obstati. In celo na škodo otrok, to jaz zdaj vidim, ko veliko analiziram, ko se tudi ženske name obračajo po tem mojem primeru in potem, ko sem nekako šla v javnost z željo, da pomagam drugim, vse pravijo isto, da so pač vztrajale v teh odnosih, zato ker so mislile, da je to lahko neka celica, ki varna obstane. Družina, ne? Tako. Na koncu se je pa izkazalo, da je za otroke veliko bolje, da takšna družina ne obstane. Ja. Jerca, predlagam en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z doktorico Jerco Legan, ki z nami iskreno deli svojo izkušnjo toksičnega odnosa. Jerca, ena izmed rušilnih posledic toksičnega odnosa je ta občutek izgube lastne vrednosti in identitete. Kako ste se soočali s tem oziroma kako ste si to zgradili nazaj? Ja, jaz mislim, da ljubezen v nobenem primeru ne sme izključiti identitete lastne. Nasprotno, prava ljubezen krepi samozavedanje in identiteto in samopodobo in samovrednost. Zato je seveda to bil za mene tudi na nek način alarm, da je nekaj narobe. Se pravi, da jaz nisem več pravzaprav prepoznala same sebe, počela sem stvari, ki so bile absolutno daleč od mojih ambicij in želja. Pustila sem socialne kroge, na nek način smo z življenjem v tujini živeli povsem izolirano in ločeno življenje, hkrati sem bila okupirana s tem družinskim življenjem in z odraščanjem otrok in tako naprej. In seveda, potem, ko sem spoznala, da je potrebno nekaj narediti in da želim sebe najti nazaj in da imam veliko še za narediti v tem življenju. Moji ustvarjalni potenciali so bili od nekdaj veliki, tudi ambicije, čeprav sem jih potem za voljo otrok postavila na stranski tir, ker sem materinstvo smatrala kot neko poslanstvo, ki ima omejen rok trajanja. Pa vendar sem potem, ko sem našla to svojo moč nazaj in se odločila, da bom naredila korak in da ni nikoli prepozno, da izstopim iz nečesa, kar me v bistvu obremenjuje in zaradi česa lahko zbolim, potem sem preprosto
korak po koraku se dvigovala, iskala tiste stvari, ki me veselijo, ki sem jih pustila toliko časa na stran in začela v bistvu krepiti svojo ustvarjalnost, svoje prijateljske kroge nazaj, hobije, ples, glasba, narava, športi, potovanja. Vse to, kar sem pogrešala ves ta čas, ker sem na nek način žrtvovala za družinsko življenje, z mislijo, da je to potrebno in da je to edini način in edina pot. Ker ko sem bila v nekem podrejenem odnosu in ko sem se začela temu upirati, takrat se je začelo v bistvu lomiti. In ko se lomi na hrbtu ženske, ki je razpeta med otroke, med to, da bo perfektna žena, da bo vse doma v najlepšem redu, pa vendar je teh moči ni v neizmerni in v izobilju, sploh če nimaš nobenega vira, na katerega se lahko potem na nek način priklopiš. Ja, ker vse to v bistvu napaja žensko, vse, kar ste našteli, šport, socialni krogi, prijateljstvo, poklicno ustvarjanje, materinstvo je ena vloga, je zelo pomembna, mogoče celo najbolj pomembna vloga, pa vendar iz prazne vreče, če sam nisi napolnjen, tudi nič polnega ne moreš dati. In če to se leta in leta dogaja, v čemer je veliko žensk tudi ujetih, da iz sebe dajajo do zadnje kaplje in mislijo, da je to ljubezen, v bistvu pa ljubezen krepi, raste, ne pa da te izpije do zadnje kaplje moči in krvi. Tako. Tudi pogled na ženstvenost se skozi leta in skozi take preizkušnje spreminja. Kako gledate na ženstvenost zdaj in kako ste jo doživljali recimo pred oziroma med toksičnim odnosom? Jaz bi se mogoče raje oprla na to recimo distinkcijo med nekim makropogledom na ženstvenost in mikropogledom ali pa svetom. Zdaj, svet se je spremenil precej. Ženske smo se borile za pravice vsa desetletja, stoletja, tisočletja in smo danes tam, kjer smo, da smo nekako enakopravne, da počnemo stvari, imamo volilno pravico. Skratka, stvari, ki pred 100 leti niti najmanj niso bile samoumevne. Pa vendar se je na tej poti ženstvenost najbolj začela na nek način krhati in izgubljati. Ta tekma z moškim principom je ženski vzela veliko ženstvenosti in nekako ženske vendarle bi se morale vrniti v ta svoj mikrosvet, kjer pa je ženstvenost zaradi svoje mehkobe vedno bila tista, ki je našla mir, ki je našla neko ustvarjalnost, ki je bila multifunkcionalna. To so vse ženski principi. Sliko z naravo, ne? Tako. In to vse v neki povezanosti z moškim principom, ki še vedno je lahko domena moških in nas žensk je najlepša možna kombinacija. Zato jaz tudi sama pri sebi sem videla, da so skozi čas, ko sem se borila za preživetje, pa potem velike ambicije karierne, ko še nisem razmišljala niti o družini, je bil vedno ta nekak moški princip v ospredju, zato ker je bilo treba sfajtati, je bilo treba izboriti. In ker je bilo zelo malo ženskih zaveznic, tudi to je problem, da se ženske ne povezujemo, da si ne izmenjujemo teh energij, ampak je bila vedno prisotna neka zavist in neko podtikanje. Tako. In to je nekaj, kar je mogoče vsaka ženska potem z drugačnim principom pozabila na svojo ženstvenost. Pa vendar je ženstvenost tisto, kar je naš najmočnejši adut. Tudi v odnosu do moških kolegov, tudi v odnosu do žensk, smo vedno močnejše, če smo usrediščene v svoji ženstvenosti. In jaz moram reči, da sem zdaj nazaj v tej svoji ženstvenosti, predvsem zato, ker si dovolim biti svobodna, ker sem našla ta notranji mir, ki je bil ključen za vse in si včasih tudi, če mi kdo lahko karkoli pripoveduje, da bi morala nekaj narediti, si ravno s to svojo žensko pozicijo dovolim, da rečem, ne, nisem pripravljena na to, bom naredila kar po svoje. In stojim za tem in za posledicami. In moram reči, da je ta občutek, ko sam izbiraš in si hkrati mehek v tej svoji poziciji, je najlepši. Se strinjam, ker je potem to ravnovesje med, v bistvu si v centru, izbiraš mehkobo in moč, izbereš vedno sebe, si v stiku sam s seboj, poslušaš svojo intuicijo in iz polnosti daješ potem svetu to, kar je naše najlepše darilo, to je ženska energija. In ko ženska energija gre zavestno v prave smeri, lahko res ustvarja čudeže. Ja, res je. Nekatere ženske pa vseeno mislijo, da ko pridobivajo leta, da je to izguba. Druge mislimo,
da je to pridobivanje modrosti, večje povezave z žensko energijo. Nekaj ste že v bistvu na to odgovorili, ampak jaz vidim tudi o tem, da ženske lahko skozi pridobivanje let pridobijo en poseben žar, ki pa ni nekaj, kar greš ven in si ga na silo pridobiš, ampak vznikne iz nas ven. Tako. Kako bi vi opisali ta ženski žar? Ja, ženske smo danes razpete po eni strani med kariero in družino, potem smo razpete med pravice, ki smo jih pridobile, in krivice, ki se nam še dogajajo. Potem smo razpete med lepotne ideale, med staranjem, hormoni, spremembami in skozi vsako desetletje prinese ženski neko posebno, lahko rečem, nek zaklad, s katerim potem stopa naprej v življenje. In če zna to analizirati in obrniti za sebe, je lahko vedno samo bogatejša. In ko pride v neko zrelo obdobje, ko so otroci že odrasli, materinstvo že postaja na nek način lahko sekundarno, ni več primarno, ko lahko spet počne nekatere stvari, ki jih je mogoče že kdaj ali je pa za nekaj časa pustila, potem najde nazaj tudi ta svoj žar. Definitivno je to proces rasti, osebnostne rasti in hkrati opolnomočena in samozavedanja. Ženska, ki je zadovoljna, zadovoljena, ki je ljubljena in ki lahko ljubi, ki počne stvari, ki jo veselijo in osrečujejo, ta žar najde v sebi kadarkoli. Res so nekatere ženske lahko mogoče genetsko, pa kulturološko, malo bolj obdarjene v smislu, da so tako imenovane usodne ženske, da imajo neko karizmo, da imajo neke predispozicije naravne, pa vendar veva obe dobro, da je ženska lahko še tako lepa, če nima notranjega žara, če nima te čustvene inteligence, če ni nenasilna v tej svoji prezenci, potem je v bistvu žari. In tako kot pravim jaz, nasmeh ženske in objem ženske je nekaj najbolj svetega in ta svet zagotovo dela lepši. Jaz pravim, srečna ženska, srečen moški, srečna mama, srečni otroci in lepši svet. Ker od ženske vse izvira, ženske smo nosilke življenja in če se tega zavedamo in moči, ki jo imamo in te lepote te ženstvene energije, ki z leti lahko samo narašča, zato ker pridobiva na globini in modrosti, potem leta, ki jih številke kažejo, nimajo nobene direktne povezave, pa tudi tako, kot ste rekli, energija žareva potem ven in potem je ta naravna predispozicija lahko mogoče ena pikica na i, ampak ključna je ta energija. Ja, ker smo dejansko sestavljeni iz energije in ta duh mladosten je v nas. Za vedno mladi, seveda tudi telo potrebuje določeno nego in spet ravnovesje, povezano z naravo, z naravnim, ampak vse to je del nas in vsaka gubica je zgodbica. Se strinjam. Še en kratek odmor bova šle in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes govorim z doktorico Jerco Legan, ki pa nima samo impresivnega življenjepisa, temveč je tudi mama dvema najstniškima sinovoma. Jerca, zakaj je tako pomembno, da otroke vzgajamo v vrednotah, za katere želimo, da bi jih osvojili, ampak jih moramo najprej živeti sami? Ja, zato ker zgledi vlečejo, nekaj lahko govorimo, vendar otroci nas opazujejo, so male spužvice, ki v bistvu srkajo naše aktivnosti, to, kaj delamo in kako živimo. Jaz moram reči, da moja sinova sta ekstrakt nekih vzgojnih prijemov in hkrati načina življenja. Presrečna sem, ko jo vidim, da sta povezana z naravo, da ljubita živali, da sta sočutna do ljudi, da tudi želita pomagati, sta humanitarca, da ju zanima življenje, da sta radovedna, da želita brati, potovati. Skratka, vse to, kar sem si na nek način potihem želela in to ne moreš sprogramirati, pač pa lahko si samo želiš. Rada kuhata, veliko data na zdravo prehrano, skratka, lahko rečem, da moj način življenja je bil za njiju kar nek vzorec
ki sta ga nehote posvojila in kakorkoli sta se včasih upirala, sta zdaj vedno bolj podobna in vedno bolj prevzemata te vsakodnevne aktivnosti in si želita v bistvu v življenje, se mi zdi, naskokom veliko doživeti, skratka sta zelo razpršena v miselnosti in to je res nekaj, kar mi veliko pomeni. Tale knjigica, ki sem jo prinesla, je pravzaprav posvečena njima. To je moja edina pravljica od vseh 17 knjig, večjezična in govori ravno o tem, o drevesu življenja, kako dva fantka plezata in priplezata na vrh zato, da pomagata rožici. In to je tisto sporočilo življenja, da je treba ostati v srcu. Jaz pravim, najprej razmišljaj s srcem, potem šele z razumom, ker razum lahko velikokrat naredi škodo, ker smo starejši, kot smo, vedno bolj smo obremenjeni z nekimi pravili, to, kaj bi moralo biti, ne pa to, kaj si želimo. Ja, ampak je tudi del modrosti, da spoznaš, kaj je nepotreben balast in ga z leti lahko tudi vedno bolje razgrajuješ. Ta mladi pa so zdaj ravno v takih letih, ko morajo res razpršiti energijo, veliko različnih stvari probati, zato da se bojo lahko potem utirili v svoj najbolj pristen, najbolj avtentično moško moč. Ja. Včasih je težko videti mlajšo generacijo, čeprav jaz sem velik optimist, ko jih gledam, kako reciklirajo, kako imajo odnos do narave, kako so se začeli družiti in tako naprej, ampak to je recimo, jaz vidim pri svojih sinovih zelo močno prisotno, ni pa to v generaciji vse splošno, ni samoumevno. Včasih so nas starši vlekli nazaj, zdaj moramo pa ven porivati otroke. No, jaz imam to srečo, da sta ta dva divjaka, lahko rečem, ker sem ju zelo taborniško tudi vzgajala, sta skromna, kakorkoli sta živela v neki blagini, ker smo vendarle imeli preveč vsega primerjalno z mano, ko sem bila otrok, se nista rabila boriti za preživetje, pa vendar imata občutek in sočutje do sočloveka in do tega, da je treba čuvati stvari in da ni nič samoumevnega. Danes imaš, jutri nimaš, danes je tako, jutri je lahko drugače, tukaj je zdravje, ki ga treba čuvati, predvsem pa vrednote medčloveškega odnosa. Živite to, kar živite vi in ste zato najlepši dokaz. Verjamem, da ste morali na račun materinstva in da ste vzgojili dva taka krasna sinova tudi kdaj kariero postaviti na stranski tir. Ja, jaz moram reči, da sem bila privilegirana za to svojo naravo, da sem bila vedno na nek način bojevnica. Ne samo za pravice žensk in deklet, ko sem že v mladih letih bila Ivana Orleanska, ampak tudi sicer v življenju me je toliko stvari veliko zanimalo, da se nisem nikoli hotela osredotočiti in dati samo na eno karierno pot. Zato sem imela zelo razpršene aktivnosti, ogromno hobijev, talentov, ki sem jih razvijala, ker mi je to mama omogočila. No in pač v karieri sem imela kar nekaj možnosti, da bi bila nekje z neko titulo ali da bi, recimo nazadnje sem se odpovedovala v Švici postdoktorskem študiju novim ponudbam, da bi ostala v tujini, pa vendar mi je to materinstvo zelo veliko pomenilo. Jaz sem sicer po naravi perfekcionist, zato sem tudi pri materinstvu 150%, pa vendar sem rekla, to je neko obdobje, res sem si dala te modrosti, ko so mi drugi govorili, pazi, to so tako hitri trenutki, da zbrzijo, zdaj so tukaj, izkoristi jih. Vsak trenutek, ko je bil mogoč, sem odložila, ko je otrok poklical, sem bila tam. Jaz sem za njiju bila tako rekoč 15-16 let na voljo, kadar sem lahko bila in ona dva sta res imela mamo v polnem pomenu in še vedno imata. Kar je njima sicer pomagalo, ker je močna opora, hkrati sta se pa zelo samosvajala, ker sem ju svobodno vzgajala. Pa vendar sem se kariero, ko smo šli živeti v tujino, sem se odpovedala karierni poti. Čeprav sem bila znana pred tem kot karieristka in da bom ne vem kaj vse svoje kariere naredila, ogromno sem, ampak res kakšne zamujene priložnosti ne obžalujem, ker mi je tako zelo veliko pomenilo to materinstvo in mislim, da za dobre potenciale so vedno tudi poti in zdaj se mi odpirajo nove poti v produkciji, ogromno dela imam več, kot zmorem, tako da je vse na svojem mestu. Vse na svojem mestu, ne? Zanimaš me tale vaša fundacija Ženska brez meja.
Povejte nam kaj več o tem. Ženske brez meja so v bistvu mednarodna mreža žensk, ki povezuje opolnomočene posameznice doma in po svetu. Zamisel je zrasla iz tega, da je dobro, da se tudi ženske Slovenke organiziramo in da se povezujemo s tistimi, ki so bodisi mnenjske voditeljice v tujini in pomagajo pomoči potrebnim dekletom in ženskam, ki so v življenjskih stiskah zaradi družinskih razmer, ki potrebujejo spodbudo k izobrazbi, k ekonomski neodvisnosti, kajti to so temelji za posameznico, za žensko, da je lahko svobodna. Svobode ni brez tega. Moški velikokrat si podredijo ženske, da jih ekonomsko naredijo odvisne, da jim ne pustijo, da imajo svoje socialne kroge, ne? Tako, omejujejo na vse mogoče načine. Mi smo pa na drugi strani tiste posameznice, ki jim poskušamo dopovedati, da naj si vendarle svoje življenje naredijo samostojno, ker najprej izhajaš iz tega, da si samopolnomočen, potem pa lahko pomagaš drugim, tudi vzor si lahko otrokom in skratka mrežimo. In to je Ženske brez meja so del mednarodne strukture žensk, tako da obiskujemo različne konference, pomagamo v nerazvitem svetu z določenimi modeli, kako še bolj vplivati na opolnomočenje žensk. Pomagamo, da se recimo posameznice, pri nas je samoumevno, da vsaka ženska ima izobrazbo, v Indiji temu ni tako, tam je 5 otrok, 3 otroci stanejo doma, 2 običajno fanta gresta v šolanje. In tukaj poskušamo vplivati z nekimi, lahko rečem, že modeli, ki so ženske pripeljali v to opolnomočenje in neodvisnost, kot jo imamo danes. Zelo lepa zgodba, res zelo lepa zgodba. Hvala. Jerca, za konec, kaj bi sporočili našim gledalkam in gledalcem pred ekrani? Ja, ženske naj iščejo ravnovesje v vsem, kar počnejo. To je res nekaj, kar ni tako lahko dostopno, ker ravnovesje v vsaki stvari je nekaj, kar nam daje moč, hkrati je pa velik izziv. Ljubezen na prvem mestu, svoboda in mir, takoj zatem in strast. Biti strastne, pogumne v svojih ambicijah, v željah, v sanjah, dovolimo si sanjati, dovolimo si te sanje živeti. Jaz sem že kot majhna bila otrok pravljic, vedno sem verjela v dobro, vedno sem verjela v to, da je vse mogoče. Tudi negativne stvari, ki so v pravljicah, se zgodijo v življenju, ampak naj bodo to del brušenja, kajti jaz pravim, najtrši kamni diamanti se brusijo z najtršimi pilami. Res je, to najlepši zaključek možen, ker se res diamanti zasvetijo, ko jih brusijo težke preizkušnje. Vi ste dali, tako kot ste rekli, amplitudo gor in dol, ampak ste enciklopedija navdiha, notranjega miru, zunanje lepote, notranje moči, izjemnih modrosti in jaz sem iskreno vesela, da ste jih podelili z nami. Hvala, z največjim veseljem. Hvala lepa, Jerca. Vse dobro. Hvala enako. Srčna hvala tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci. Verjetno ste prepoznali, da biti pristna ženska ni vedno enostavno, vendar je pogovor z Jerco dokaz, da je možno od koderkoli narediti pogumen korak in v svoj svet pripeljati mir, harmonijo, usklajenost, strast, vrednote. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje v naslednji oddaji Pristna ženska.